Dobro jutro in dober dan in dobrodošli v Kofetkanju. Danes bomo imeli, evo, še moja kavica. Aha, evo jo. Imate svojo kavico, ste jo že spili, pijete kaj drugega. To me tudi zanima. Kaj pijete zjutraj oziroma kaj je tisto, kar vas spravi po konci? Jaz sem se navadila na kavo, bom čisto tako iskreno povedala. In sicer včasih sem pila čaj, včasih nisem nič, kakav, potem pa nekako sem našla eno kavo, ki mi je bila toliko všeč po okusu, da sem rekla, ok, s tem pa želim začeti nov dan. In od takrat pijem kavico. Kaj pa vi pijete? Me zanima, lahko napišete spodaj, je to kakšen čaj, predvsem, ne, ker niso vsi čaji enaki. Tako da danes bomo pogledali eno zelo zanimivo temo, ki zdajle je že aktualna in bo še bolj aktualna čez kakšen mesec, ko pridejo na vrsto prazniki, božični prazniki, novoletni prazniki. In takrat je fajn, da veste, kaj imate vse na voljo. Me pa zanima tisti, ki gledate v živo, pa tudi tisti, ki boste gledali posnetek. Kaj že delate oziroma kaj že uporabljate pri čiščenju prostora? Namreč, jaz bom čisto na začetku povedala, zakaj je energetsko čiščenje prostora del osnovne higiene, del energetske higiene. Namreč, jaz na to gledam dejansko popolnoma enako kot na fizično čiščenje. Če jaz hodim po stanovanju, ga umažem in ga je treba sčistiti. Ne gre, da bi ga enkrat sčistila pa rekla, ok, zdaj ga pa en čas ne bom čistila. In spomnim se, pa to se mi ni zgodilo enkrat, to se mi je zgodilo večkrat, da me je kdo vprašal, če delam čiščenje, se pravi hiše, stanovanja in tega, če to tako delam. In sem rekla, da ne, da pač je to tako enostavno, da lahko naredi vsak sam. In enkrat se prav spomnim ene gospe, ki je prišla in rekla, ja, da pač pogovarjala sva se druge stvari, potem je pa rekla, da bi bilo fajn, da očisti hišo, ki ima občutek, da so ene take čudne energije noter. Sem rekla, da se to lahko sami naredite. Rekla je, ne, jaz sem to enkrat enemu plačala, pa mi je naredil. In pa veste, ko vprašam, koliko časa nazaj je pa to bilo? In je gospa rekla, ja, tam ene 10 let. Sem rekla, gospa, tole pa ni tako, da vi, ne vem, enkrat na 10 let nekoga pripeljete, pa vam boš čisto prostor, ker v končni fazi tudi stanovanje. Predstavljajte si, da bi naročili čistilni servis, ki vam sicer generalno sčisti hišo ali pa stanovanje, odvisno kaj imate, pa rečete, no, zdaj pa to smo naredili, zdaj pa 5 let ne rabimo nič več. Popolnoma enako je z energetskim čiščenjem prostora. Enkrat na teden sigurno sčiste vse, ali pa enkrat na 14 dni, odvisno, ali pa vsak dan, ali pa vsak drug dan, odvisno od tega, koliko se umaže. Recimo danes zjutraj sva bila z Odijem zunaj in je prišel noter eno zemljo prinesel, tle imam že umazan. Takoj po kofetkanju grem sčistiti. Energetsko je pa čisto enako. Ko pride do kreganja, ko pride obisk, ki ni bil najboljši, ko prinesete s sabo iz službe ali pa od kjerkoli neko slabo energijo, neko nejevoljo, nizka čustva, nizke vibracije, je čisto isto, kakor pes, ki pride z umazanimi tacami noter v stanovanje. In to energetsko čiščenje prostora ni isto kot zračenje prostora. Da zračimo že zato, da v bistvu so tisti zasičen zrak, tiste molekule zraka, ki se zasičijo z ogljikovim dioksidom, ki ga izdihavamo, z vonjavami, ne vem, iz kuhne, iz koderkoli že, da to damo ven. Enako je z energijo. Popolnoma enako. Treba je prečistiti. In ko me vprašate, kolikrat na dan, ja ne vem, kolikrat pa vi, oziroma kolikrat je to potrebno, ja kolikrat pa vi čistite svojo hišo.
In najboljše je, da se navadite, da ko recimo počistite stanovanje ali pa hišo, da potem še na hitro še tudi energetsko naredite. Zdaj, kaj pa imamo na voljo za energetsko čiščenje? Pa me zanima, kaj že uporabljate, če uporabljate, oziroma ali ste pa slišali ali pa poznate, pa kar napišite v komentar. Kaj je po vašem, preden bom jaz povedala, kaj je po vašem mnenju tisto, s čimer se da čistiti energetsko prostor? Aha, Darka pravi, San Paolo les, res je, evo, tole je, takale palčke so, sveti les, Palo Santo, to je, rekla, les, ki zelo lepo diši in tudi zelo lepo prinese visoko vibracijo. Kadilna posvelja, mira, eterična olja, žajbelj, ja, žajbelj, odlično, prihajajo komentarji. Palo Santo pa res lepo diši, že zaradi tega je fajn. Je pa tudi zelo fajn, ker ima zelo visoko vibracijo. Namreč tako kot cvetne esence, tako kot pač cvetlice, ki imajo svoje kvalitete, ima tudi različen les, različna drevesa imajo svoje kvalitete. In zažiganje pelina, tudi pelin, ja, to vse, kar pišete, to so vse super stvari. V bistvu vse, kar ima veliko eteričnih olj, je ok. Se pravi, vse, kar ponavadi lepo diši, tudi v končni fazi tudi smrekov les lahko zelo lepo diši, sploh če je poln smole, če imate kaj tako. Tako da Tina sprašuje, če je navadni žajbelj z vrta primeren kot kadilo. Ja. Jelka pravi, brin, ja. Evo, vse že veste, bom tako rekla. In vse te stvari, ki ste jih zdajle napisali, so tako kot čistila, fizična čistila, ne vem, vim pa, brev pa tako naprej, to so, bom rekla, brendi umetno ustvarjeni, za čiščenje, za fizično oziroma kemično čiščenje vašega prostora, medtem ko različni lesi, različna drevesa so pa naravni brendi za čiščenje. In tudi vemo, v trgovini, eni so bolj za to, eni so bolj za to, eni pa bolj za to, eni so bolj, ne vem, za odstranjevati kamen, eni za ploščice, eni za tako. In enako je pri različnih lesih. Imajo različno vibracijo. Palo Santo ima določena eterična olja znotraj sebe, zaradi katerih, ko se žge, zelo lepo diši. In zakaj je treba žgati te stvari, oziroma zakaj je fajn, da se dimijo, kadijo. Enako je z žajblom, enako je z brinom, enako je z lovorjem. O lovorju bom danes povedala stvari, ki boste sam rekli. Eterična olja imajo te majhne molekule, ki jih mi zaznavamo kot vonj, in ko se v bistvu segrejejo, ko pride ogenj do njih, ko se kadijo, v tem dimu noter so te molekule. In ko mi to vdihnemo, grejo te molekule oziroma ta informacija direktno v možgane. Namreč povezava med nosom in možgani je najkrajša, ki jo imamo. In gre tudi globoko v možgane, direkt v limbični sistem. Zato je vonj najbolj primaren za zaznavanje naše okolice. In slabo energijo lahko zavohate. A veste, kaj pravimo, meni tle nekaj smrdi. S tem ne povemo samo, da dejansko smrdi, ampak povemo tudi, da nekaj ne štima. Z vonjem čist premalo delamo. Na vonj damo premalo pozornosti. In če vam nekaj smrdi, ko stopite v kakšen prostor, pa vam smrdi, ker so slabe vonjave, verjemite, da je not tudi slaba energija. Ker energijo lahko zavohate. Tam, kjer so visoke vibracije, so običajno tudi lepi vonji. In če vam nekaj smrdi, tudi tako, da vam je neprijetno, pa naj bi imelo visoko vibracijo, sta to lahko dve stvari, ali dejansko nekaj ne štima, ali pa imate tam točno nekaj, čemur se upirate.
Tako da, zato so vse te stvari, v bistvu so na nek način fajn, da se, bom rekla, žgejo, da te molekule pridejo, oziroma da se sploh sprostijo, da se aktivirajo in pridejo tudi v naš nos. Tako da tudi čist fiziološko, biološko se da razložiti, zakaj je dobro, oziroma zakaj se te stvari žgejo. Ne? Te molekule eteričnih olj imajo cel kup enih lastnosti. Potem pri lovorju bom razložila, kaj. Drugače pa, različne kadilne palčke, so že sestavljene iz določenih smol, iz določenih kadil, kakor rečemo, zato da v bistvu oddajajo te lepe vonje. Palo santo je ena taka stvar, s tem, da pri palo santo je tako, če želite imeti samo ta del, ta vidik, dišeč, polje vsem, kjer ga kupite. Če pa želite imeti energetski del, se pravi, da je vibracija ta prava, potem pa ni vsem, odkje ta les prihaja in na kakšen način je bil pridobljen. Namreč, drevo pala santa so šamani vedno uporabljali tako, da so počakali, da je drevo padlo, se posušilo in šele takrat so v bistvu nabirali potem les za obrede. Eno je, da v bistvu s tem seveda naravi pustijo, da se tudi obnovi, mi pa potem vsi palo santo kupata, in potem dobavitelji ugotovijo, tole pa zdaj je kar naenkrat povečano povpraševanje in v bistvu žagajo drevesa, ki še niso odslužila svoje življenjske dobe, in ta les potem prodajajo tudi naprej. Tako da v bistvu ni čisto vse, kje kupite palo santo oziroma kakšnega dobite, mora biti iz tistih dreves, ki so sama padla, ki so se naravno posušila in takrat potem tudi tisto, kar se zgodi pri tem sušenju naravnem, je, da se celice, v bistvu, ko se posušijo, ko gre ven voda, se bolj zgostijo tudi eterična olja, ki so noter. Tako. Zdaj, jaz sem v tem tednu že naredila eno objavo na Facebooku o tem, da zelišča, da so me zdaj čisto fascinirala, oziroma različna drevesa za čiščenje prostora, in tudi zdaj malo eksperimentiram. In tisto, kar se je zgodilo, je, da sem tam po vrtu nekaj čistila in pri nas raste lovor, ki plevel, res posod va gledaj. Imamo kar probleme z lovorjem pravzaprav na naši parceli, ker skozi poganja in povsod poganja. Ampak zdaj je bilo pa tako prav zanimivo, kako sem se ustavila, sem rekla, kaj s tem lovorjem, kje se nisva čisto dobro pogovorila. In v bistvu lovor vemo, da se ga daje v jedi, sploh recimo, če je kakšen fižol ali pa kaj napenja, zelje, takšne zadeve, zato da ublaži vetrove. To vemo, to večinoma se to ve. Pa da se ga da v omaro, da odganja molje, to tudi vemo, Ampak jaz sem začutila, da ima še nekaj več zadaj, da je tukaj sigurno še nekaj in to je bilo že en čas nazaj, ko sem nekje prebrala, da zelo dobro odganja negativno energijo oziroma negativne entitete, ampak to je bilo ostalo pri informaciji. Zdaj sem šla pa globje to raziskovati. In v bistvu lovor je eden najmočnejših zaščitnikov doma in odganjalcev zla. Je tudi ena najmočnejših rastlin za povezovanje z višjimi stanji zavesti. In običajno so rastline, ki imajo to sposobnost, da nas povežejo z višjimi stanji zavesti, tudi izredno učinkovite pri odganjanju vseh nizkih vibracij. Tako da lovor je eden takih, ki to naredi zelo intenzivno, zelo močno. V Delfih, največjem antičnem preročišču, je bilo znano, da je
tisti orakel, tista ženska, ki je napovedovala prihodnost, ki je govorila o vseh teh vizijah, da je žvečila lovorjeve liste. Zato, ker sproščajo snovi, ki pomagajo, da se nam malo odprejo obzorja, in bom tudi majčkeno kasneje povedala, katere te snovi so. Ker danes jih je znanost vse lepo definirala in popisala in ugotovila, a to dela ali ne dela. Zdaj, lovor, če ga vi date v usta pa žvečite, nima najboljšega okusa, moram povedati, ker sem probala. Ampak čim bolj ga uporabljate pri kuhi, boljše. Pa čim večkrat v vse gre, v juhice, v omake, v posod, in se to dobi tudi ven. Lovorjevi listi, ki jih dobijo zmagovalci, včasih je bilo to, se pravi, zmagovalci na olimpijskih igrah v stari Grčiji, so dobili lovorjeve liste, zato ker je lovor kot, se pravi, energetsko, vibracijsko povezan z uspehom. Se pravi, uspešnost, zmaga, doseganje nečesa pomembnega, ne? In ravno to je tudi lastnost lovorja. Drugače se lovor zelo veliko uporablja v magiji, v tej beli magiji, ravno zato, ker pač ima vse te pozitivne lastnosti. In pa predvsem tudi pri posvečevanju, se pravi, kadar je treba nekaj posvetiti, nek prostor posvetiti, se pravi, da postane bolj, da se dvigne vibracija, in pa razganjanje različnih entitet. Tako da lovor, že samo če imate lesene palčke okoli ali pa liste okoli po stanovanju postavljene, je to na nek način drži vibracijo. Oziroma še boljše, če delate kakšne kristalne mreže, če delate s kristali, dajte zraven še lovor uporabljati, oziroma tisti les, ki ima visoko vibracijo. Zdaj, jaz imam tlele en tak šopek, eno tako butarco različnih stvari, evo, ki sem pripravila, se pravi lovor, takale luštna palčka. Jaz zdaj dajem kar na peč, ko imamo peč lepo, dam gor in se lepo v bistvu te eterične snovi sproščajo v prostor in lepo diši, plus fajn vibracija je. Bom povedala še, kaj je znanost ugotovila tudi o lovorju. In pa lovor je odličen pri manifestaciji, se pravi, doseganje želenih stvari. Potem imamo libanonsko cedro. Libanonska cedra ima zelo visoko vibracijo in je bila uporabljena pri gradnji Salomonovega templja v Jeruzalemu. In sam Bog je naročil Salomonu, naj uporabi cedro, ki raste tam na tistem območju, libanonsko cedro, zaradi držanja te visoke vibracije in tudi zelo lepo diši. Tudi les je tak zelo lep. Jaz se spomnim, da je moja mama, ko so mojo eno cedro tukaj podirali, in je iz tistega lesa dala narediti skrinjo. In tista skrinja, to je cela spalnica njena, je dišala, ona je dala v krasno skrinjo narediti. To je tako dišalo, in ko je dala noter brisače pa perilo. To je tisto perilo, je tako dišalo, mislim, to je bilo res nekaj neverjetnega. Tako da tole je recimo potem ta druga taka palčka v moji butarci. Potem imamo pa brinov les. Brinov les so pa našli dokaze arheologi, da se je brinov les uporabljal v obredju že v času paleolitika. In je, kar se tiče odganjanja nizkih vibracij, celo bolj učinkovit od lovorja, oziroma je močnejši in tudi, ko ga zažgete, zelo lepo diši. Tudi brinove palčke, brinove jagode, če gremo še malo tako, džin. V glavnem, brin je tudi zelo, seveda, brinove jagode so zdravilne, zelo pomagajo pri prebavi, tako da vse te stvari, ampak na energetskem nivoju pa brin res, če imate tisti občutek, da v vaši hiši pa nekaj ne štima, da so ene čudne energije, najdite brin na Krasu, ga je poln. Dobro, mogoče zdaj je malo težje, ker ne morete prehajati med občinami, ampak najdite
brin in enostavno vzamete eno staro pono in ga zažgite in pejte po celi bajti, po celem stanovanju z namenom, da brin prežene vse nizke vibracije. Pri energetskem čiščenju prostora je pomemben namen. Vaš namen. To je tisto bistvo. In namen zna pa vsak med vami dati. Vsi, ki gledate, ali zdaj v živo, ali kasneje, ko boste gledali, jaz sem 1000%, da namen znate dati. Želim, da se prečistijo vse negativne energije. Dovolj je. Ne rabite mantrat, ne rabite to, ne rabite uno. Že s tem namenom greste okoli. Potem imamo seveda rožmarin. Rožmarin je za spomin. In sicer rožmarin je fajn zato, ker ga obrezuješ, že začne naravnost gor rasti, tako da so vejce zelo take ravne, ki se jih odreže in lepo paše potem tudi v tole butarco. Jaz rožmarin moram reči, da kar veliko uporabljam zadnje čase pri kuhanju tudi, zato ker rožmarin daje pa moč. Se pravi tisto in notranjo moč in tako rožmarinovo vino recimo je odlično ravno za moč, za stvari, da notranja moč, no. To je to. In pa v bistvu, da vidim, če sem še kaj pozabila. Ja, zelo pomirja. In pa, rožmarin ima eno tako posebno vibracijo, da lahko nadomesti, recimo, če delate kakšne ali obrede, ali če delate kakšne magične zadeve, se pravi, da dajete, se pravi, magija je vedno močan namen v neko stvar. Zdaj, če je ta namen negativen, rečemo temu črna magija, če je pa ta namen pozitiven, rečemo pa bela magija. In recimo, da vi postavite kristalno mrežo, da date noter neka rastline, zelišča, ki bojo dodatno okrepila to vibracijo in vam ena zmanjka. Imate vse razen ene. Bo rožmarin tisto eno nadomestil. Rožmarin je tak ful prilagodljiv, kar se tiče vibracij. Se pravi, recimo, da rečete, ok, zdaj pa ne bo sicer šlo tako, joj, zdaj pa lovor, namest lovorja bom pa zdaj rožmarin, ne bo enako, ampak če imate pa recimo, ne vem, mešanico za obilje, pa imate noter lovor, pa imate noter šentjanževko, pa imate noter recimo še kakšno rastlino, pa nekaj, kar bi mogli imeti, pa vam zmanjka, takrat lahko uporabite rožmarin. Tako da to je to. Po nekaterih podatkih in izkušnjah naj bi rožmarin, če se ga uporablja samostojno v obredih, bil za namen odganjanja tatov. Se pravi, da vse, ki vam želijo karkoli odnesti ali pa vzeti, da vas zaščiti pred njimi. In pa za zvestobo v ljubezenski magiji. Se pravi, ko želite, da vam je nekdo zvest, je rožmarin tisti, ki pri teh urokih, da tako rečem, najbolj pomaga. Drugače pa rožmarin tudi odličen za blagoslavljanje. Se pravi, ko tisti, ki delate, se pravi, blagoslov hiše za Božič, pa Novo leto, pa svete tri kralje, ponavadi je blagoslovljena voda in rožmarinova vejca je tista, ki okrepi blagoslov. Se pravi, če tisto blagoslovljeno vodo poškropite z rožmarinovo vejco, pač vzamete, ni treba tako velike, lahko je manjša, rožmarinovo vejco poškropite, bo okrepilo ta blagoslov. Ok, pa imamo pa gospoda Žajblja. Gospod Žajbelj, jaz imam kar takole veliko vejco, je prečiščevalec. Se pravi, tudi prečisti vse energije. Tudi kot čaj je odličen za čiščenje organizma. In jaz se spomnim,
moja prateta, ona je bila drugač farmacevtka oziroma kemičarka in je delala v Leku. Bila je takrat tehnična direktorica, to je tako 40 let nazaj, ko je šla že v penzijo, zdaj je že pokojna. In se spomnim, jaz sem bila takrat še majhna, ampak jaz se spomnim, ko mi je razlagala, da je žajbelj med vsemi zelišči najbolj fascinanten, tudi kemično gledano, da so ga v nulo raziskali, ne? Se pravi, da so vse kemične komponente žajblja ugotovili, kaj vse je noter, katera eterična, ni da ni, vse so. Ampak ko so ga hoteli sintetizirati, se pravi umetno narediti, ni imel enakih učinkov. In ona je v bistvu pri vsej tisti kemiji, informaciji in vsem, kar je bila vpletena, ona je prisegala na žajbljev čaj. Žajbljev čaj ful prečisti kri, ima cel kup enih zdravilnih učinkov. Tako da to si lahko preberete, pogooglejte ga, pri čiščenju prostora je pa nepogrešljiv, ravno za res, bom rekla, tudi zelo nizke energije. Ta se mora tudi kaditi, smoditi, ne? Se pravi, žajbljev dim smrdi. Tako da kako zdaj to speljati, ne? Kako v bistvu vsa ta zelišča zdaj spraviti na kup pa narediti. Jaz sem si ene butarce delala pa probavala. Ne smejo biti preveč sveži, pa ne smejo biti preveč posušeni. Zato, ker če so preveč posušeni, dobite baklo, če je preveč sveže, se ugasne in se nič ne smodi. Tako da mora biti glih ta prav razmerje med posušenostjo in pa svežino, a ne? Tako da tukaj je malo treba eksperimentirati, sprobavati. Drugače pa prodajajo tako oglje, take kose prav za tudi v bistvu kadila, a ne? In ti zdate, recimo, če imate doma plin, date na plin, da se fajn razžari, date v kadilnico ali pa na en star pladenj in potem na tist gor nasujete. Zdrobite žajbelj, zdrobite lovor, zdrobite rožmarin, pač vse tiste zelišča, ki jih želite kaditi, zdrobite in potem date gor in se to lepo fajn kadi. Ko začne malo ugašati, malo pihate tisto oglje, a ne, zato da spet zažari in to lepo, in s tem greste okoli po hiši. In fajn vse zakadite. Takrat je fajn, da ni nobenega doma, ker morate res fajn zakaditi, da je poln dima. Pol pa odprete vsa okna, naredite prepih, da se vse to zlufta, potem pa date lepe dišave. Potem pa recimo date palo santo, greste še enkrat okoli, ali pa lovor, ali pa sivko. Sivke sploh omenila nisem, pa imam tle 2 kupa vzadi za sabo, oziroma 2 šopka. Tako da sivka je tudi zelo močna za dvig razpoloženja, deluje tudi proti tesnobi in pa predvsem je sivka za ljubezensko magijo zelo primerna in pa v kozmetiki. Zakaj? Zato, ker želimo biti lepi, ker v bistvu spodbuja lepoto. Tako da, evo, tisto, česar nimam tukaj, pa je omenjeno zdajle tudi v komentarju, je pelin. Pelin je še eno tako zelišče, ki je nepogrešljivo pri vseh teh zadevah. Pelin ima pa določene tudi, bom rekla, lastnosti. Zanimivo je zdajle, ko govorim, kaj imajo vsi skupaj. Vsi so grenki, vsi imajo neke grenčine v sebi. In grenkoba, grenčine običajno v energetskem smislu ponazarjajo stare stvari. Tisto, kar nas mogoče boli, tisto, kar je neka grenkoba iz preteklosti in jo nosimo sabo in vse to je fajn začistiti. Se pravi, za prečistiti, da gre, da spuščate. A je na tem mestu tudi kakšno vprašanje, a je kaj, kar se še nisem dotaknila oziroma kar vas zanima? Takale butarce, jih imam kar nekaj,
Tako da bom tudi pol povedala, kako lahko pridete do njih. Drugače pa vam zdaj povem 8 stvari, 8, bom rekla, načinov uporabe lovorja, zato ker se mi zdi, da lovor je res en tak fenomen, ki je premalo izkoriščen. In sicer, če imate kaj za zapisati, si zapišite. Prvi način za lovor je, se pravi, da pritegnete blaginjo in obilje v svoje življenje s pomočjo lovorja. In sicer beli žajbelj ali običajni žajbelj. Običajni žajbelj. Mislim, vsi žajblji imajo svoje lastnosti, a ne? Eni so celo bolj okrasni, ampak imajo manj stvari. Eni imajo več, eni imajo manj. Načeloma ni toliko zelo pomembno, katera vrsta je, ker itak je še vaš namen zraven. Namen se poveže s tem, kar želite delati, ne? Tako da mogoče probite, pa boste videli, kako vam en deluje, pa kako vam drug deluje, ne? Tukaj je tudi malo eksperimentiranja potrebnega. Blaginja in obilje z lovorjem. Najdite tisto, kar želite, vaš cilj v obilju, vaš cilj v blaginji. Lahko je to, kaj to za vas sploh pomeni. Itak morate najprej razdelati, kaj to za vas pomeni obilje in blaginja. In recimo, če je obilje v finančnem smislu, napišite številko, ki jo želite. Najboljše z zlatimi črkami, če imate kakšen zlat kuli oziroma pisalo, napišete in v bistvu z namenom, da predate to naročilo vesolju, zažgete. In v bistvu s tem zlata je tudi barva obilja, zato z zlatimi črkami. Napišete na list lovorja, vzamete en večji lovorjev list, napišete gor, napišete gor, čajno svečko, in počakate, da zgori. Lahko jih tudi več napišete, lahko polozonit kres zakurte, tako da, ampak spet, namen je važen. Zaščita prostora, čiščenje prostora, zaščita prostora, spet, lovorjeve liste date zraven ali žajbla ali v pač tisto mešanico, s katero čistite prostor. Spet namen, da prečisti in zaščiti. V bistvu lahko nosite sabo lovorjeve liste. Date v žep in tako kot recimo pri kristalih, bolj ko se ga dotikate, bolj se vaš namen krepi. Enako je pri lovorjevih listih. Lahko date lovorjeve liste v žep, mogoče je še lažje, ker niso tako veliki pa težki, in jih v bistvu na vsake toliko časa malo primete. S tem se tudi v bistvu aktivirajo molekule noter v samem lovorju, eterična olja v samem lovorju, ker vi to takole malo naredite, preko kože pridejo v vas, pa bom povedala še takoj, ko pridem čez te načine uporabe lovorja, kaj je znanost odkrila. Izganjanje entitet sem tudi že omenila, se pravi, izgorevanje lovorjevih listov, gorenje lovorjevih listov z namenom, da prečistite vse entitete, top. In pa lovorjeve liste date lahko pod polšter in ko spite na njih, boste videli, kaj boste sanjali. Spanje na lovorjevih listih krepi povezanost z višjimi stanji zavesti, in spodbuja vse tisto, kar potrebujete za to, da sami sebe tudi naštelate na uspeh. Pri zdravljenju, se pravi, ko ali vi izvajate kakšno zdravilno seanso za koga, sploh če je to nadaljavo, ali kdo na vas, bo lovor pospešil to. Bo lovor pospešil zdravljenje. In pa to, kar je, pa bom rekla, čisto dokazano, zmanjšuje tesnobo in anksioznost. Se pravi,
spet izgorevanje, prav žganje, izgorevanje lovorjevih listov, se pravi, da se smodi, da se dim ven dviga in da se s tem napolni prostor, je uspešno pri odganjanju tesnobe, anksioznosti, tudi depresije, zaradi ene sestavine, ki se imenuje linalol. Ta je zelo raziskana sestavina, to je en terpen, ki se zelo veliko uporablja v farmaciji in pa v kozmetiki, in dokazano deluje. Moram prebrati. Protivnetno, zavira rast rakavih celic, deluje antimikrobno, analgetično, je naravni antidepresiv in ščiti živčne celice pred poškodbami. Tako da že čist na fizičnem nivoju vam to pove, da je lovor res, ima nekaj posebnega. Ta linalol je tudi v sivki, se pravi lovor pa sivka, in pa v kardamonu. Koriandru, pardon, te dva zmeri mešam, v koriandru. Tako da ta linalol se sprošča v zrak, ko lovorjev list tli in ga vdihavamo. In ker je to molekula vonja, pride zelo hiter v globoke dele možganov in nas tam sprosti. V globokih delih možganov je pa amigdala. Amigdala je pa odgovorna za strahove, za stres, za vse te stvari. Tako da ni, kakor se reče, ni iz trte zvito, zakaj je lovor tako fantastičen pri odpravljanju raznih težav, čist, rekla, kar se tiče tesnobe, strahov, in je zato fantastičen in idealen za ta čas, v katerem smo zdaj. Tako da, v glavnem, ima še cel kup drugih lastnosti in cele raziskave so narejene prav za linalol in tudi za lovor, kaj vse se z njim da, tako da premalo ga uporabljamo absolutno in dajmo ga več. In zato sem se tudi odločila, ker sem se zdaj po vrtu sprehajala in en lovorjev grm je žal mogel iti, ker je pač se preveč razrasel, ampak jaz nisem mogla, sem razmišljala, kaj naj naredim jaz z vsemi temi lovorjevimi listi, z vsemi temi lovorjevimi vejcami, ker jih je zame preveč. In zato sem se odločila, da v mesecu decembru bom k vsakemu naročilu, ki bo, se pravi, cvetnih esenc, ki bo oddano preko lekarne za dušo, vedel, dodala pest lovorjevih listov. Ne tako en listek ali pa dva, ampak tako veliko lovorjevih listov, ker jih imam pač veliko. Tako da, kjerkoli esence boste naročili, kolikor boste naročili, oziroma pri večjih naročilih bojo še kakšne vejce zraven, pa še kakšen brin, pa libanonska cedra, v glavnem. V mesecu decembru bom k vsem naročilom dodajala zelišča oziroma tele leske, različne lese, vejce, to za uporabo čiščenja prostora, ne za kuho, prosim, pa ne za hrano, zato ker to je treba prečistiti, pa glavnem, ni teh standardov, je za kurjenje, je za to, da date na peč, pa izgoreva, je za to, da nosite v žepu, pod polšter, vse te stvari pa ja. Tukaj imam še eno vprašanje, kaj pa oljčne vejice? Oljčne vejice se uporabljajo tudi v magičnih obredih, predvsem zato, ker je oljka fantastično drevo, ki nas povezuje z našo lastno modrostjo. Iz oljčnih vejic oziroma iz oljke se zelo lepo izdelujejo čarobne palice in se zelo veliko uporabljajo tudi v kombinaciji s kristali. Drugač pa čaj iz oljčnih listov spet zelo dviga razpoloženje. Esenca oljke je pa bahova esenca in ta pa prinaša energijo. Se pravi, ko rabite, to je med cvetnimi esencami en tak ful dober Red Bull. Mislim, da sem s tem vse povedala. Se pravi, ko ste fizično izčrpani, ko ste izčrpani tudi tako psihično in tako, vas oljka dvigne, vam oljka da velike energije in vas, predvsem pa vas tudi povezuje z lastno notranjo modrostjo. In s tem, ker oljke so taka modra drevesa, tako če greste med oljke, tako res prav tisti
začutite, sploh če so kakšne stare oljke, koliko imajo ene modrosti, koliko imajo enega znanja, koliko je v bistvu kot en tak, meni se skoraj zdi kot ena taka knjižnica, ki je povezana z starodavnimi zapisi, z temi res globokimi naravnimi procesi, zgodovino, tako zelo taka res modra energija, pa ne v smislu plava, ampak tista modra. Tako da, evo, to je to. Če je še kakšno vprašanje, povezano z vsem tem, kar sem govorila, se pravi lovor, če ga imate, odlično, če ga nimate, naročite vsaj eno esenco, ga boste dobili. Od 1. decembra dalje vsa naročila dobijo zraven še lovor. Zdaj ste izvedeli, kako vsega lahko uporabljate. Bom tudi priložila zraven vsakega naročila pač kratek opis tega, kaj se da z lovorjem narediti, tako da boste imeli tudi tam. Večje, kot bo naročilo, več boste zraven dobili čudovitih butarc, tako da ne se ustrašite, če bo kuverta malo večja. In če je še kakšno vprašanje, vprašajte, če se bo potem kasneje pojavilo, bom odgovorila. To je bilo današnje kofetkanje, jaz imam svojo kavico tle. Palo Santo, pri nas v Anima Soma centru ga imamo na voljo, tako da če želite, dajte mi pa kar v zasebno sporočilo napisati, da želite Palo Santo, pa vam bom vse podatke dala, pa kako in kaj, kako ga lahko tudi naročite. Mislim, da pride ena taka palčka 3 evre. Če jih pa več skupaj naročite, kaj tak cel šopek, pride pa 15 evrov, kaj na težo. Tako da se vam splača in to pol imate za kar en čas. Se dolg kur, ker počas gori in se počas smudi. Tako da dajte malo pogledati, kaj raste okrog vaše hiše, v vaši bližini. Lahko pri sosedu kaj cufnete. Sam ne povedati, da sem vas jaz na to napeljala. Najdite stvari, ki rastejo okoli, z enim spoštovanjem jih odtrgite in jih potem uporabite. Dajte eksperimentirati, ne se ustrašiti, ne zažgati hiše, to je zelo pomembno, da ne boste zažgali hiše, stare ponve uporabite, zato da se stvari smudijo gor. Malo se poigrajte in to je to. Se vidimo naslednji teden v kofetkanju, naslednji četrtek ob 9. Povejte naprej, delite med prijatelje te informacije, če se vam zdijo zanimive, in smo na vezi. Čau, čau.